Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, zagotovo ste že zasledili novico o prihodu 5G. Kaj to pomeni in kakšne posledice prinaša? Danes v moji družbi Igor Šajna, stavbne biologije, in pa Aleš Arh, inženir elektrotehnike. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Igor, če midva začneva 5G, kaj to zdaj je? Je 5G omrežje, oziroma to je 5. generacija mobilnega omrežja. Vse skupaj se je začelo seveda s prvo generacijo in potem naprej do 5. generacije. Zdaj prvi telefoni, tisti veliki telefoni, ki smo jih nosili ali pa so jih nosili v kovčkih oziroma tudi v avtomobilih, so bili namenjeni izključno telefoniranju. Potem se je pojavila naslednja generacija. Tisti je bilo 1G, recimo. Ja, recimo, prva 1G, prva generacija. Potem se je pojavila naslednja generacija, ki je imela možnost že pošiljanja recimo sporočil, SMS-ov, tako znanih, ki so se še do danes ohranili. Potem je spet prišla naslednja generacija, ki imamo že možnost, se pravi 4. generacija, kjer je možnost tudi loadanja, pošiljanja videoposnetkov, fotografij in vsega. 5. generacija pa je možen tudi, kot so recimo pametne hiše, potem bo šla tehnologija najbolj verjetno tudi v sam promet, v to smer, kjer so potrebni se pravi hitri prenosi pa res natančno delovanje. Se pravi, ta razvoj gre predvsem v smer, da se bo ostala tehnologija lahko s pomočjo 5. generacije naprej razvijala. Wow, sliši se znanstvena fantastika. Aleš, za to, da se to realizira, so verjetno potrebne določene zahteve. Absolutno. Kot je Igor že nakazal, do zdaj se je telefonija razvijala v službo ljudem pravzaprav. Medtem ko 5. generacija pa nastaja zato, ker se bojo mogle naprave med seboj pogovarjati. Ker kam to pelje? Pelje v internet stvari. Internet of Things, to so besede, ki so že okrog nas in se bojo poudarjali skozi bolj. Skratka, karkoli bomo v prihodnosti kupili, katerokoli napravo, bo povezana v internet. Ali bo to hladilnik, ali bo to kuhalnik, ali bo to v končni fazi verjetno tudi čevlji. In zato, da bo vse to delovalo, vsaka naprava bo imela en kup senzorjev, tisti senzorji bodo od sebe dajali ogromno podatkov, in če bomo hoteli vse te podatke obdelati, vse te podatke nekam prenesti, potem bomo rabili večje pasovne širine, bistveno večje gostoto podatkov bo, večja gostota bo naprav na kvadratni meter, to se pravi na enoto, in to je to. Verjetno to prinaša tudi neke prednosti. Sicer jaz sem pred kratkim kupovala pralni stroj in sem ugotovila, da vsi pralni stroji že skoraj danes imajo tudi to, da so pametni. Ampak sem vendarle nekako želela, ker tudi Igorjeve vsebine spremljam, da je to zadnjo, kar dejansko hočem. Ampak vendarle ljudem to prinaša neko prednost. Udobje. Ki pa ni vredno, bomo danes ugotovili verjetno. Mislim, da ne. Mislim, da to udobje ni vredno, zakaj ne? Tega sevanja bo ogromno. Vsaka naprava bo oddajala nekaj sevanja. Zgubili bomo verjetno svobodo. Praktično v vsakem trenutku bo vsak vedel, kaj počnemo. Dobro, to nekaj preko Facebooka in ostalih socialnih omrežij se to veže danes, ampak tega bo bistveno več. Naprave same se bodo pogovarjale med sabo. Prej nismo še vsega povedali, recimo zahtevana bo praktično 100% pokritost, da bodo te stvari delovale. Zahtevana bo razpoložljivost 100%, če si predstavljamo samo avtonomne avtomobile. V prihodnosti bodo avtomobili skoraj verjetno vsi avtonomni, torej brez voznika, vozili bodo sami. Če si predstavljamo, voznik ima zakasnitev, reakcijski čas približno pol sekunde, 300 do 500 milisekund. Samo vozeči avto, povezan v omrežje 5G, bo imel zakasnitev manj kot 1 milisekundo.
Kaj to pomeni? To pomeni, da bomo lahko vozili brez križišč, brez križišči seveda, ampak brez semaforjev. Vsak avto bo vedel za vse ostale avtomobile v bližini, kam bo zavil, kakšna je hitrost, kakšen je pospešek, pač vse podatke si bodo vse naprave med seboj izmenjevale. In zakaj rabimo 100% razpoložljivost in pokritost? Predstavljamo si situacijo, v križišču je 20 avtomobilov ali pa v bližini in v enem momentu pade omrežje. Kaj se bo zgodilo? Crash, totalen. In če želimo, da bodo te naprave v resnici delovale avtonomno, da bodo delovale pravilno, potem bojo te zahteve pač zelo velike. Igor, kot stavbni biolog, kakšni so pomisleki glede tega in nevarnosti? Ja, pomislekov je tukaj zelo veliko. Predvsem zaradi tega, ker raziskave za dotična omrežja, se pravi 5. generacije kot take, v večini primerov niso bile narejene. In že ta generacija, 3., 4., recimo še posebej 4., ki je na tržišču, že sedaj se pojavlja cel kup problemov. In tukaj je treba natančno povedati, da ta tehnologija, tako kot je Aleš že povedal, prinaša velike spremembe na celotnem področju. Recimo že same celice pokritosti. 4. generacija omrežij, se pravi tako imenovane bazne postaje, pokrivajo eno večje področje, se pravi je potrebno manj oddajnikov. Pri 5. generaciji bojo tako imenovane mikrocelice, se pravi, da če si zdaj predstavljava, ne vem, ljubljanski tromostovje, praktično na vsaki svetilki, na vsakem nekem koncu, da bo vse to pokrito, bo mogel biti oddajnik. Se pravi, teh oddajnikov bo bistveno več, kot jih je danes. In tukaj sigurno bo obremenjenost našega organizma, kamorkoli bomo šli, bistveno večja, kot je danes. In že pri tej generaciji, ki je zdaj na tržišču, se pojavlja cel en kup problemov. Zato tudi obstaja ogromno raziskav, veliko ljudi je skeptičnih, ponavadi imamo 2 skupine znanstvenikov, to se mi zdi en tak zelo zanimiv podatek, da recimo znanstvene inštitucije, ki so financirane iz strani industrije, jih do danes nekje 30% govori, da imajo visokofrekvenčna sevanja ali pa tudi nizkofrekvenčna nek učinek na telo. 70% pa pravi, da ne. Ostali znanstveniki, ki jih ni plačala industrija, je pa slika popolnoma drugačna. Jih je pa nekaj čez 70%, mislim, ki trdijo, da so učinki, predvsem zelo negativni, en določen procent pa seveda tudi ne. In tukaj se zna zgoditi podobna zgodba, kot je bila z tako imenovanimi smart metri, ki so že na tržišču. Zdaj spet tukaj moramo ločiti. Te smart metri, to so pametni števci, ki beležijo električne energije, so seveda na različni tehnologiji delujejo. Zato to poudarjam, ker recimo v Sloveniji imamo tudi take števce, ki pošiljajo, se pravi, signal po električnem omrežju. Te niso problematični. Problematični so tisti, ki so brezžični in delujejo na visokih frekvencah. In tukaj je pa cel kup raziskav, ki nazorno kažejo, da te števci povzročajo od povečanja diabetesa tip 1 do problemov z spanjem, do problemov z počutjem, cel kup drugih negativnih stvari, ki, bom rekel, vplivajo na ljudi. Od nervoz do nespečnosti, agresivnosti in podobnega. In zdaj najbolj verjetno, zelo verjetno, ker ta tehnologija se samo nadgrajuje, tukaj gre seveda predvsem potem za višje frekvence, bo najbolj verjetno imela zelo podoben učinek negativni, kot imajo že vse te stvari. In trenutno je na spletu zbranih več kot 450 znanstvenih raziskav. To je posebna stran, ki se prav z to tematiko ukvarja, se pravi, govorimo o znanstvenih raziskavah. To niso raziskave, da bi zdaj, ne vem, nekdo se odločil... vzel vzorc 10, pa je to. Tako, in te raziskave kažejo na vseh področjih, zdravstvenih, bioloških, učinek negativen na naš organizem.
Ena taka zelo zanimiva raziskava, zdaj ne vem, a bojo gledalci slike videli, ki smo poslali, je, ko so testirali, se pravi, rdeče krvničke, in pri teh se zelo natančno pokaže izpostavljenost ravno pri teh smart števcih, se pravi pametnih električnih števcih, da že par minutna izpostavljenost vpliva na rdeče krvničke. Prihaja do lepljenja, prihaja do poškodb, podobnih kot jih oksidacijski stres povzroča. In to recimo je taka čist osnovna preiskava, ki bi jo lahko vsak znanstvenik, vsak, ki ima inštrumente za to, potrdil. Tule bi sam še za zaključek dodal, da zelo podobna raziskava, ki sicer zdaj ni vezana direktno na 5G, ampak na mobilno telefonijo, tudi če nekdo sedi 1,70 m oddaljen od nas, pa mi telefoniramo, se pri njemu na krvničkah že poznajo spremembe, se pravi, sevanje okoli nas deluje tudi na okolico, ne samo na nas sami. Torej pasivno telefoniranje. Tako, pasivno telefoniranje, ja. Zato pa ne rada grem na neke javne prostore, kjer je ogromno ljudi, sploh si ne predstavljam, kako to na koncertih gruče ljudi snemajo, Facebooki live in podobno, to je prav nekaj grozljivega, če pogledamo iz tega vidika. Igor, samo vprašanje tukaj, kako si jaz predstavljam po domače, brez nazivov teh inženirskih in tako naprej. Se pravi, naše telo mora med sabo komunicirati, jetrna celica mora sporočiti to in to, tisti celici in tak naprej. In ko imamo prižgano neko napravo, ti valovi dejansko motijo komunikacijo naših celic med sabo in potem pride do napak, da ena nekaj ne naredi in tak naprej, da se začnejo motirane celice in tak naprej. A si lahko tak na simple razložim? Lahko tako na simpel, je pa treba tukaj dodati, da se pravi kompletna tehnologija, govorimo o, po domače rečen, elektrosmogu, elektromagnetna sevanja, nizkofrekvenčna, visokofrekvenčna, ima na različne aspekte našega organizma vpliv. Najbolj problematične so dolgoročne izpostavljenosti. Se pravi, da ne bo tukaj pomote, če se nekdo sprehodi, ne vem, zdaj smo ravno pri 5G omrežju, mimo omrežja ali ne vem, karkoli, ni to toliko problematično, kot pa mi govorimo o dolgoročnih izpostavljenostih. In danes se rojevajo otroci, ki bojo od rojstva do smrti dejansko temu izpostavljeni. Tako, to je zdaj prva generacija, v bistvu, sva ravno z Alešem se pogovarjala, ki bo zdaj izpostavljena že od, spočetja do naprej temu vsem vplivom iz okolja, kar prej ni bilo. Aleš, kaj pravi trenutna zakonodaja? Zakonodaja Slovence ščiti 10-krat bolj in zato lahko rečemo hvala našim strokovnjakom iz preteklosti. Torej, Slovence ščiti uredba 10-krat bolj, kot pa je priporočilo mednarodne zveze. Ki je verjetno nizko, ne? Seveda, ker da lahko industrija deluje. Vendar pa, treba je nekaj vedeti. Uredba je stara skoraj 23 let. Takrat uredba je bila izdana z uradnim listom 6. decembra 1996 in takrat je bila aktualna druga generacija mobilne telefonije. Torej, takrat smo malo telefonirali, ker še en SMS smo poslali in to je bilo več ali manj to. Prvi pametni telefon je bil iPhone z leta 2007 in to je bilo krepko kasneje, kot je išla. A mi želite povedati, da se zna zgoditi, da bojo spremenili to? Jaz se bojim, da ne bodo. Zato, ker če bi to spremenili, potem bi verjetno naleteli na precej težav pri industriji. Ker nekako vse temelji na teh pravilih, na teh mejnih vrednostih, in da bi šli zdaj to za nazaj spreminjati, bo težava. Je treba pa vedeti tudi nekaj drugega. A vi veste SAR vrednost svojega telefona? Ja, vem. Visoka je. Kaj ti zgleda, da vsi novi telefoni imajo vedno večje in večje SAR vrednosti. Vse zdi se mi, ko gledam, je pa res, da nažalost, ali pa kakorkoli, imam unga, ki ima vrsto sadeža gor in ti so pa sploh problematični. A ste prebrali navodila?
Nisem prebrala navodila, se pa zavedam, ja. da je v navodilih tudi to, da recimo, da ne smemo polagati na uho telefona, čeprav to vsi delamo. Ja. Velika večina gledalcev, jaz verjamem, da tega ne ve. V drobnem tisku v navodilih piše, da je bila SAR vrednost določena v laboratoriju na razdalji različni telefoni od 0,5 pa do celo 2,5 cm in da če želimo dosegati in ostati pod tisto mejo, moramo tudi telefonirati na tak način. Kdo telefonira na 5 cm ali pa na 2,5. a ne? Po mojem 95% ljudi položi telefon na ušesa. Ne? To je, se pravi, so te SAR vrednosti kolikokratnik. Leta 2016 so Francozi naredili raziskavo, a ne, in oni so tudi naredili pač model človeške glave in seveda niso telefona držali stran, ampak so ga naslonili na uho, torej na model, in so prišli do tega, da praktično vsi telefoni imajo presežene mejne vrednosti za faktor tam 1,5, 2, celo 3. Droben tisk. Ok. Absolutno potrebujemo rešitve oziroma absolutno potrebujemo spremeniti določena mnenja, spremeniti stvari, kako jih delamo. Recimo sama spreminjam to, da večina časa, ko telefoniram na zvočnik. Iz Amerike sem si tudi naročila slušalke, ki nimajo noter vezja, ampak so po sistemu stetoskopa, kakor dejansko so zdravniki. Ampak ok, to sem jaz, ki sem se vrgla dejansko noter v to in raziskovala. Ljudje pa danes, mnogi se še vedno ne zavedajo, da pa morbiti pa to ni glih najbolj, da so 2 uri na telefonu ali pa da obstaja kakšna druga opcija, da si budilko naštimajo na neko analogno zadevo. Mnogi še vedno spijo s telefoni, kaj pa če se po noči kaj zgodi, pa me bo nekdo klical in podobno. Upoštevati treba, da tudi otroci imajo babyfone. Babyfoni delujejo celo na višji frekvenci kot mobilni telefoni, a ne? Pa še nekaj je tukaj treba vedeti. Mobilni telefon prilagodi moč oddajanja kvaliteti signala. In če je kvaliteta signala dovolj dobra, se oddajna moč telefona zelo, zelo zniža. In telefon skoraj nič ne oddaja, ko ni v zvezi. In ko so podatki izklopljeni, seveda. Medtem ko babyfon, a ne, elektronska varuška po naše, oddaja ves čas, 24 ur na dan, ne glede na to, a se otrok oglaša ali se ne. Od trenutka, ko ga vključimo v elektriko, do trenutka, ko ga izključimo, oddaja na 100%. In to je tisto, česar nas pa mora biti majčken strah. Jaz sem ta strah začutila že nekaj časa nazaj, pa sem potem ugotovila, da vendarle trg po eni strani je malo pripravljena, ne? In tkanine, in barve, in ne vem, vse možne zadeve. Jaz imam na svojem telefonu 3 nalepke, 2 ne vem kaj vse, ampak zdi se mi, da na nek način je vedno težje najti stvari, ki zdržijo, pa stvari, za katere so ugotovili, da je samo dobra tržna niša, ker to bo tržna niša oziroma je že tržna niša. Ja, ravno to je problema, ne, da brez nekega, jaz rečem, znanja je težko ločiti med tistim, kar je tako, kot je bilo rečeno, tržna niša, pa med tistim, kar je dejansko ustrezna zaščita. Zdaj, stavbna biologija priznava in se opira samo na znanstveno dokazane zaščite. Se pravi, če neka zaščita deluje, mora to na inštrumentu biti vidno. A ne? Se pravi, če na inštrumentu to ni vidno, potem to ne deluje. Zdaj je pa zelo pomembno tukaj povedati, da 5. generacija, ko prihaja, določene zaščite, ki so trenutno razvite, bodo delovale, določene pa ne. To bo Aleš mogoče malo bolj natančno povedal, zakaj. Še večji problem imamo pa z inštrumenti. Trenutno mi lahko merimo, ne vem, nekje do 10 GHz, te frekvence bodo šle tako visoke, da bo kompletne inštrumente, seveda laboratorijsko se marsikaj da zmeriti, ne? Nekaj drugega je pa recimo potem terensko. Zanimivo mi je tudi to, iz Združenih držav sem prinesla en tako imenovan RF Killbox, v katerega bi dal telefon in ne bi dejansko, da ne bi nehal delati na vsak način. Ja. Ne deluje. Pri mojem telefonu, ki je med novejšimi, dejansko ne deluje. Glejte, zato ni treba iti v Ameriko. Ja. Doma v kuhinji imate čisto siguren navadno aluminijasto folijo. Zavijte telefon, kot svizec zavije čokolado, in ste nedosegljivi. To je vse. Dejansko?
No, evo, pa imate malo domače naloge. Najlepša hvala obema. Hvala. In takole, mislim, da je to nadvse življenjsko pomembna, bom rekla, tematika, o kateri se moramo pogovarjati in ne samo pogovarjati, za katero moramo tudi kaj storiti. Povejte torej naprej in naredite načrt in na kakšen način boste seveda pristopili k tem izzivom.